Slovenski vinogradniki se v zadnjem obdobju spopadajo izredno škodljivo boleznijo trte fitoplazemskega izvora, imenovana zlata trsna rumenica. Okužene trte slabše rodijo, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte. Da bi se okužbe omejile, je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s pooblaščenimi izvajalci pripravlja načrt ukrepov za zatiranje te karantenske bolezni. Kakšni so ti ukrepi, kako se izvajajo v skorajda večini vinogradov v Sloveniji, je pojasnil magister Jože Miklavc iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije Maribor. Namen tega načrta ukrepov je, da se seveda, v čim krajšem času zmanjša stopnja okužbe vinogradov z zlato trsno rumenico, da se seveda pravočasno in učinkovito zatira prenašalcem te bolezni, to je najpomembnejši prenašalec ameriški škržatek, in da seveda dolgoročno dosežemo, da ta bolezen v vinogradih več ne predstavlja takšnih težav, take ekonomske škode, kot jo seveda se srečujemo v tem obdobju na določenih območjih v severovzhodni Sloveniji. Okužbe so bile že prej, že leta 2004-2005 smo našli tudi na ormoško-ljutomerskih območju vinograde okužene z rumenicami. Moramo vedeti, da rumenice so fitoplazmatske bolezni, ki jih kažejo enake simptome, vendar v tistem času je bila prisotna predvsem rumenica počrnelosti lesa, ki pa jo ameriški škržatek ni sposoben prenašati, tako da po nekaj letih je ta bolezen se praktično postala minorna. S pojavom ameriškega škržatka leta 2004 se pa nam je začela v bistvu kar počasi širiti zlata trsna rumenica v zadnjih letih, tako kot smo imeli leta 2021, je pa tam prišlo do izbruha bolezni v praktično vseh vinogradih. Pri zatiranju okužb imajo škropljenje vinske trte najpomembnejšo vlogo imetniki vinogradnikov. Pa sestavni del načrta ukrepa tudi obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki pa seveda število tretiranj je odvisno od občine, v kateri je posajen vinograd. Na okuženem območju, to je recimo na območju Ormoško-Ljutomerskih goric, pa recimo v Prekmurju občine Lendava in Dobrovnik, tu bodo v letošnjem letu obvezna 3 tretiranja, se pravi prvo se je že sedaj moralo biti izvedeno, drugo bo nekje po 10. juliju z tudi nekaj 10-dnevnim časom, ker seveda v tem obdobju približno vinogradniki enkrat do dvakrat normalno zatirajo bolezni, seveda te insekticide potem dodajajo. Na ostalih območjih, se pravi recimo Gornja Radgona, okolica, tu so potrebna 3 tretiranj z nekim odpustkom. Če bodo seveda po drugem tretiranju obesili rumene lepljive plošče in seveda spremljali škržatka in seveda, če se ga ne bo ujelo več kot 4, potem seveda to 3. tretiranje ne bo potrebno opraviti. Tudi v območjih občin, kjer je v bistvu prisotna ta izredno trsničarska proizvodnja, to so recimo Juršnici, Dornava, tudi v teh bo potrebno, kljub temu, da niso to okužena območja, opraviti 3 tretiranj. Samo tam, kjer je v bistvu zlate trsne rumenice bistveno manj, to so recimo v občini v okolici Maribora, sam Maribor, Slovenska Bistrica, tu bo potrebno opraviti 2 tretiranj. Seveda mi imetnikom priporočamo, da v začetku julija, kljub temu, da tam nekjer ni obvezno, da obesijo rumene plošče na vseh območjih in da seveda na ta način kontrolirajo, kakšna je učinkovitost njihovega tretiranja. Prav zaradi tega v bistvu mi kot javna služba zdravstvenega varstva rastlin skupaj z svetovalno službo organiziramo delavnice o prepoznavanju ameriškega škržatka, o prepoznavanju tudi simptomov zlate trsne rumenice z namenom, da seveda imetniki sami prepoznajo tega škodljivca na rumenih ploščah in da seveda sami ugotovijo, kakšna je bila njihova učinkovitost tretiranja. Seveda
Na tako imenovanih varovanih območjih, to je v bistvu tam, kjer okužbe ni, če seveda imetnik najde trte z značilnim bolezenskim znakom, se pravi, da pride do nekakšnega zvijanja listja ali recimo razbarvanja listja, potem seveda je potrebno, da pokliče ali fitosanitarnega inšpektorja ali pa seveda fitosanitarne preglednike, ki se nahajajo na pooblaščenih kmetijsko-gozdarskih zavodih, da se vzame uradni vzorec in seveda na podlagi odvzetega rezultata uradnega vzorca, potem, če bo ta pozitiven, pride do ukrepov, za katere je pooblaščen fitosanitarni inšpektor. Na okužnih območjih pa seveda so potrebni samo izvajanje trenutno po zdajšnji zakonodaji, trenutno zatiranje ameriškega škržatka. Seveda mi priporočamo imetnikom, da seveda sproti odstranjujejo na okužnih območjih trte, ki kažejo bolezenske znake, seveda, ker samo z doslednim izvajanjem obeh ukrepov se bo ta bolezen, bom rekel, z časom njihova pa odstotek okuženih trtcev s časom zmanjšal. Na varovanih območjih, tam, kjer pač se najdejo okužene trte, tam ukrepa fitosanitarni inšpektor. Normalno tudi inšpektorji bodo po vsej verjetnosti tudi letošnje leto po nalogah kontrolirali, ali so bila ta obvezna tretiranja dejansko izvedena. To je seveda njihova naloga. Naj pa seveda povem, da je potrebno zatirati tega prenašalca tudi v oziroma v ohišnicah, se pravi tam, kjer imamo trte, da rečem po domače, brade in samorodnice posajene v ohišnicah, potrebno praviti vsaj eno škropljenje. Naj povem, da tudi imetniki, ki nimajo izkaznice za nakup fitofarmacevtskih sredstev, lahko v trgovinah brez izkaznice kupijo dva sredstva, to je Floraverde in Biotip Floral, ki sta v bistvu ekološka sredstva brez izkaznice. Ker seveda mi menimo, da samo z doslednim zatiranjem tega škodljivca na vsem območju, to pomeni ne samo v vinogradih, ampak tudi, bom rekel, na samorodnicah, se bo v bistvu populacija ameriškega škržatka zmanjšala. Če se seveda to ne izvaja dosledno, potem so, bom rekel, ukrepi manj učinkoviti in zelo manj uspešni na dolgi rok. Če se bo seveda dosledno zatiralo škržatka, kot tudi, bom rekel, odstranjevale trte, nedvomno bo potreben določen čas, ne bi želel biti takih izkušenj nimamo, ker seveda ta bolezen, o tej bolezni ali pa o teh boleznih ne vemo še dovolj. Vsako leto se odkrijejo kakšne nova znanja. Menim pa, da v 2-3 letih bomo prišli na neko, bom rekel, znosno število. Težko je pa napovedati, koliko bo časa bo prav to trajalo. V sklopu ukrepov za zatiranje ameriškega škržatka zraven rednega spremljanja stanja vinogradnikov v vinogradu sodi tudi pravočasno obveščanje le-teh preko medijev s strani pooblaščenih izvajalcev ukrepov. Mi smo že v času tako imenovanih zimskih predavanj, kjer seveda, bom rekel, predavamo celotno tehnologijo varstva vinske trte, vinogradnikom prikazali, kakšna bo strategija zatiranja pa ameriškega škržatka in preprečevanja zlate trsne rumenice. Nato pa seveda smo tudi v letošnjem letu v več občinskih medijih objavili obvestila o nevarnosti zlate trsne rumenice in pa seveda obvestilo o zatiranju ameriškega škržatka. So pa seveda ta obvestila navedena na strani Fitoinfo oziroma Agromet. Tu se lahko, bom rekel, imetniki brezplačno naročijo na ta obvestila in jih seveda potem sprejemajo na svojo elektronsko pošto. Mnoge občine, predvsem na okužnem območju, so pa seveda tudi podale obvestila na svojih oglasnih deskah. Tako da seveda glede obveščanje je vse v zadnjih 2 letih je izredno intenzivno in seveda skušamo priti do vseh pridelovalcev, kajti vidimo, da predvsem, bom rekel, profesionalni pridelovalci so zelo dobro obveščeni o pomenu te bolezni, o zatiranju ameriškega škržatka. Seveda informacije pa težje pride do nekih manjših pridelovalcev oziroma, bom rekel, takih vrtičkarjev, hobi pridelovalcev, ki seveda so, bom rekel, po vsej verjetnosti nekih drugih poklicev, imajo druge preokupacije in tudi niso toliko zainteresirani, da bi te informacije našli.
Kako v prihodnje? Mi sodelujemo v načrtu ukrepov kot en od partnerjev, seveda tukaj so vključene vse pooblaščene inštitucije, tako da v bistvu zbiramo informacije, izkušnje iz posameznega leta in potem seveda poskušamo nadgraditi strategijo za naslednje leto, ne. Tako pač je v letošnjem letu prišlo do te spremembe, da se je število tretiranj prav na podlagi izkušenj iz lanskega leta, tam, kjer so populacije velike, povečalo iz 2 na 3, prav z namenom, da pač se po celoti pokrije let tega ameriškega škrgatka. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poudarja, da je doslednost pri izvajanju ukrepov bistvenega pomena in da je treba fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo. V nasprotnem bo gospodarska škoda v vinogradih še večja, kot je že, še zlasti v deželi ob Muri.